Tisto, kar je osrednja poanta zahteve, ki je pravzaprav utemeljena na stališču Evropske unije, je, da je potrebno urediti institucije v Sloveniji na področju pravosodja tako, da bodo delovale skladno z evropskimi vrednotami in na evropski način. O tem nas je Evropa zdaj že dvakrat zelo resno opozorila. Prvič spomladi, lansko leto, ko je pač v okviru pripomb, ki jih je objavil Svet Evrope v soglasju z Evropsko komisijo in ki so bile namenjene spremembam, ki so nujno potrebne v Sloveniji za njen hitrejši razvoj, bilo posebej izpostavljeno tudi pravosodje oziroma problematika pravosodja v celoti. Tam je bilo izrecno poudarjeno, da je neevropsko delujoče pravosodje tudi temeljni razvojni problem Slovenije. Opozorilo je bilo takrat s strani opozicije, predvsem pa SDS, izjemno poudarjeno, strani vlade pa praktično zanikano v celoti. Strinjajo so se sicer, da razmere v slovenskem pravosodju res niso evropske, da je veliko težav, vendar na tem področju se dejansko, vsebinsko ni premaknilo skoraj nič. Zato ne preseneča, da je prišlo jeseni drugo opozorilo, tokrat ne strani formalnih institucij, vendar s strani Evropske ljudske stranke, EPP. EPP je daleč najmočnejša politična sila v Evropi in je v minulem obdobju bila in je še vedno močnejša od katerekoli druge politične sile v Evropi, združuje pa različne stranke sredinske in desnosredinske usmeritve, skratka stranke demokratičnega bloka in v tem trenutku tudi nekateri najbolj uspešni evropski voditelji, na čelu s gospo Angelo Merkel, so iz okrilja EPP, vsak seveda v okviru svoje države. Tudi v Evropskem parlamentu je skupina EPP daleč najmočnejša. To opozarjam samo zaradi tega, da bo jasno, da so stališča, ki jih taka skupina zavzame, ki jih taka politična moč oblikuje, stališča, ki jih potem tudi uresniči v okviru državnih in pa evropskih institucij. V danem primeru je prišlo se strani Evropske ljudske stranke, EPP, izjemno resno opozorilo v obliki resolucije o stanju v Sloveniji, v katerem so se izrecno zavzeli za to, da je potrebno na področju pravosodja vzpostaviti razmere, ki bodo evropsko primerljive in opozorili na nedopustnost kakršnegakoli zlorabljanja institucij pravosodja za politično obračunavanje z opozicijo. Pri tem so posebej navedli primer predsednika SDS. To je prvič v zgodovini, da se je EPP tako odločno postavila na eno stran v primeru kakršnekoli podobne zgodbe. Oni so izrecno zahtevali, da mora biti sojenje skladno z evropskimi normami, da morajo biti vse preiskave in vsi obtožni predlogi skladni s normativi, ki veljajo v Evropski uniji, in izrazili so pričakovanje, da bodo vsi postopki končani v razumnih rokih. Ne v tistih rokih, ki jih štejejo kot razumne v Sloveniji in se ponavadi potem reče, da je to 5 let, ampak tistih rokih, ki jih šteje kot razumne Evropska unija. In so v takih primerih štejejo v tednih ali v najbolj zahtevnih primerih v nekaj mesecih. Ali je kaj od tega uresničeno, je najbrž škoda izgubljati besede. Slovenska oblast je na to reagirala živčno. Najbolj smešno pa je, da so se oglasili prav tisti, ki jih pravzaprav to najbolj prizadeva. Se pravi, pač vrhovni javni tožilec, gospod Fišer, in pa predsednik Vrhovnega sodišča, gospod Masleša, ki sta oba se postavila na stališče, da gre tukaj za grob poseg v slovensko pravosodje. To bi se človek nasmejal, če ne bi bilo pač stanje v slovenskem pravosodju tako očitno neevropsko, da tega celo vladajoči niso zanikali, ko smo to obravnavali v Državnem zboru in so o tem tudi sprejeli ustrezen sklep. Je pa seveda tam v zadnji še nekaj drugega.
Evropa nas tudi opozarja, da povsod v vseh strankah, pardon, v vseh državah, kjer pač je prišlo do preloma s totalitarnim režimom, je bilo s strani pravosodja opravljen proces, v katerem so morali mesto sodnikov, tožilcev, skratka ključne funkcije v pravosodju zapustiti vsi tisti, ki so bili neposredno udeleženi v procesih, pri katerih so se kršile človekove pravice. In na področju tožilstva v Sloveniji imamo na vrhu osebo, ki je bila vpletena v več takih procesov, med njimi ne omenim samo to, da se je še malo pred letom 90 s njegove strani preganjalo nekega mladoletnika, 16-letnika takrat, in sicer za tako imenovani verbalni delikt. Pri tem je tudi zanimivo, da je sodišče takrat tega fanta obsodilo. Tudi sojenja, ki so bila pred tem že, nekoliko bolj nazaj, proti duhovnikom, ki so bili pravnomočno obsojeni, grejo v isti kontekst, gre za očitno nekaj, kar je popolnem nasprotju z demokratičnimi normami in je tudi Vrhovno sodišče Republike Slovenije leta 1995 jasno zapisalo, da niti po takratni jugoslovanski zakonodaji tisti, ki so bili obtoženi, niso mogli biti krivi, sploh niso storili kaznivega dejanja. Toliko o tem, zakaj so se ti ljudje čutili dolžne protestirati, ko je prišlo opozorilo Evropske ljudske stranke, da je potrebno pač vzpostaviti razmere, ki bodo končno že evropsko primerljive. In to zaradi ene same želje, ki ima celotna Evropska unija, da Slovenija ne bi bila več gospodarski bolnik, ampak da bi bila gospodarsko uspešna država. Kajti z vračanjem na tiste modele, ki so se v preteklosti pokazali prav povsod po svetu, kot popolnoma neuspešni, oziroma celo kot temeljni razlog za gospodarski razkroj in propad, Slovenija seveda postaja nek rdeči eksot, od katerega vsi, ki želijo gospodarsko sodelovati, bežijo. In eden od temeljnih krivcev za to je tudi neevropsko delujoče pravosodje. To je seveda temeljna poanta, biti rdeči eksot, tudi na področju pravosodja, ali pa še posebej tam, seveda to družbo strahovito veliko stane. Stane materialno, stane v neki znižanje blaginje za vse in seveda tudi znižanim pravnim varstvom, ki ga sicer daje slovenska ustava. Na področju tožilstva je prišlo do nekaj hudih napak. V okviru postopkov zoper Roberta Fojkarja, ki je bil obtožen pedofilije, potem pa se je po zaslugi, v narekovajih, tožilcev, ki so to zadevo vlekli, postopek vlekel toliko let, da je praktično človek imel uničeno življenje. Zanimivo pa, da so potem v parlamentu celo oporekali temu, da je upravičen do neke odškodnine, čeprav vsakomur v državi, če država stori napako, že pravico do odškodnine garantira sama ustava. Znano je tudi, da ko je prišlo do ovadb v zvezi s bančno luknjo, ki se je zdaj razgalila, da gre v resnici za približno 6 milijard evrov, če upoštevamo seveda celoto, ne samo tiste 4, ki jih je zajelo prvo poročilo, pri čemer je bil poskušen tisti tragikomičen medijski spin, da je to pravzaprav uspeh sedanje vlade, da je samo pri 4 največjih bankah, v narekovajih, samo 4,7 milijarde evrov bančne luknje. V normalni državi bi seveda naslednji dan vsaka vlada odstopila. V Sloveniji pa ne samo, da vlada ni storila ničesar, zanimivo, da je že prej prišlo ustrezno gradivo, ustrezne ovadbe, sum kaznivega dejanja, torej na tožilstvo, ampak na tožilstvo se po vseh dosegljivih informacijah s tem ukvarja en sam človek. Pa gre za milijardne zneske. Ko pa gre za popolnoma v primerjavi s tem smešne procese, pa se hiti in tam pa najbrž ni nobenih problemov s zelo veliko kadrovsko zasedbo. Tukaj gre za očitno politično zlorabo institucij, zato da se verjetno v nekaterih primerih želi stvari zavleči, toliko da absolutno zastarajo,
v drugih primerih se pa hiti, ker se pač želi s tem doseči določen političen učinek. In to je točno tisto, na kar nas je opozorila Evropska ljudska stranka, EPP torej. Da je to neevropsko stanje v slovenskem pravosodju, ki in izrazila upravičeno pričakovanje, da se ga čim prej odpravi. Da potem ne govorim o problemu, ki je prisoten že zdaj kar nekaj mesecev, tudi v javnosti. Gre za vprašanje procesov proti zločincem nekdanje Udbe. Vsi vemo, da so bila kriminalna dejanja, ki jih je počela nekdanja Udba, točno tisto, kar danes ves svet preganja pod imenom terorizem. Šlo je za postavljanje bomb, v enem primeru recimo za postavljanje bomb v neko šolo, v drugem primeru v nek lokal, kjer ne bi se zbralo celo 3000 ljudi. Si predstavljate, kaj bi bilo tam, vendar je v prvem primeru prišlo do predčasne eksplozije, v drugem primeru pa do tega, da je se razstrelivo v celoti zatajilo in na srečo posledice niso bile tako hude. Bilo pa je veliko umorov in če izhajamo iz načela, da je življenje, človeško življenje najvišja vrednota, zaradi česar je poslanska skupina SDS tudi predlagala, da se to opredeli pač uboj oziroma umor kot zločin, ki ne zastara, so to dejanja, ki bi zaslužila vso pozornost in ki so povsod po svetu pač to tudi ustrezno raziskali. Razen tožilstvo v Sloveniji. Spomnil bi, da ko so bili predlogi, da preveri vsaj tistih nekaj ključnih oseb iz preteklega režima, ki so še žive in ki bi lahko pričale, pač ustreznih ravnanj ni bilo, v nekaterih primerih so bile gladko zavržene in zaradi tega so stvari pač ostale odprte. Danes se s tem, tudi s stvarmi, ki zadevajo neposredno nekatere Slovence, ki so bili na ključnih položajih tudi nekdanje jugoslovanske Udbe, ukvarjajo preiskovalni organi oziroma organi pregona v Avstriji, v Nemčiji, pa še v nekaterih drugih državah, skratka po vsej Evropski uniji, samo v Sloveniji ne. To je nekaj, kar veliko pove o stanju v slovenskem vrhovnem in pa siceršnjem tožilstvu in zaradi tega tudi predlagamo, da Državni zbor sprejme ustrezne sklepe. V prvi vrsti, da zahtevamo, da se pač v zvezi s stanjem na vrhovnem državnem tožilstvu in v zvezi s pregonom najhujših oblik gospodarskega, finančnega in bančnega kriminala stori vse, da se te stvari razčisti in to na osnovi resnih sumov, da pač je prišlo do politično motiviranih odklonskih pojavov, zaradi česar do zdaj ustrezne reakcije ni bilo. Zato predlagamo tudi pač, da vladi da ustrezno ukrepa in ukrepi državno tožilstvo, čeprav bi v isti sapi moral povedati, da je že sedaj število tožilcev na enega prebivalca v Sloveniji več kot 3-krat večje kot v sosednji Avstriji. Učinkovitost pa neprimerljivo nižja. V Avstriji povprečno izda tam 2000, pri nas pa okoli 500-600 predlogov za oziroma ovadb. Potem predlagam Državnemu zboru, da izrecno obsodi delovanje nekdanje službe državne varnosti, ki je še do konca 80-ih let nezakonito in skrivoma ugrabljala in morila domače in tuje državljane. To je tudi edino evropsko in izhaja tudi iz evropske resolucije, z resolucije Evropskega parlamenta, Evropski zavesti. In pa, da Državni zbor izrazi pričakovanje, da vse institucije, zlasti pa Vlada Republike Slovenije, Vrhovno sodišče in Vrhovno državno tožilstvo, pa seveda Policija in Varuh človekovih pravic, storijo vse potrebno, da se zločini nekdanje SDV oziroma Udbe v celoti razčistijo, njihovim storilcem pa, da se pravično sodi. In na koncu tudi izražamo pričakovanje, da bo Vlada Republike Slovenije končno storila vse potrebno, da bodo svojci in potomci likvidiranih oseb, se pravi žrtev, umorov, tajnih služb totalitarnega režima, lahko našli posmrtne postanke žrtev in da bodo lahko njihovi svojci in potomci končno žrtve dostojno pokopali.